Slovenci jemljemo kmete za samoumevne. Mama je odlična kuharica, bom rekel, da nikoli je ne bom presegel. Če jaz ne bi imel tokrat kuhanja, je kar tam na vrhu, da bi bil kmet. Kakor mi le čas dopušča, grem tudi izven profesionalnega življenja na tržnico, ker že drugače diši zelenjava. Brez kmetov bi mi jedel garbage. Dobri ocvirki, domače jajca, To je to. svež kruh. Že tam kot mlad me je navdušil, ker sem mulc tekel k sosedom, so mi dali korenček direkt iz zemlje. To je nekaj, kar ti ostane v spominu. Mladi prevzamejo kmetijo in potem država pomaga pri tem, pač to jaz podpišem takoj. In s tem, kot mi kupujemo oznako izbrane v Sloveniji oziroma slovenski proizvod, podpiramo nekoga v Sloveniji. Ampak slovensko mleko je božansko dobro. Na kmetijah se je naša zavest gradila, a ne? In dostikrat pozabljamo to. Lepo pozdravljeni v podcastu Obrazi podeželja, kjer odkrivamo zgodbe, ki pišejo prihodnost slovenskega kmetijstva. Danes z mano nekdo, ki slovensko kulinariko vidi skozi spoštovanje do domačih pridelovalcev. Vrhunski šef, ambasador znamke Izbrana kakovost Slovenije in človek, ki ve, da se vsaka vrhunska jed začne pri vrhunski surovini, ki jo najde kje? Pri slovenskih kmetih. Z mano Mojmir Šiftar, pozdravljam. Živijo, Klemen. Kako si? Odlično. Odlično. Deva Odlično. začeti midva pri tvojih koreninah. Nikoli te nisem vprašal, kako si sploh postal kuhar. V bistvu nad samo kuharijo me je navdušila mama, ki je doma kuhala vsak dan nekaj drugega. Zdaj oba starša prihajata iz Prekmurja, oziroma cela naša družina prihaja iz Prekmurja, kjer se je ogromno dobrega jedlo. Mama je odlična kuharica, bom rekel, da nikoli je ne bom presegel. Tega pravzaprav ne morem reči. In ko sem bil mlad, pa tudi danes vsak dan skuha nekaj drugega, nekaj drugačnega. Tudi ona rada eksperimentira, tako da ta del imam po njej. In nekako me je navdušilo to eksperimentiranje, vsak dan nekaj novega, da ni monotonosti, vedno sem bil radoveden in nekako me je to pol potegnilo not. Pa seveda, ker sem pa stopil prvič v profesionalno kuhinjo, Janez Bratožu, je bilo pa to. Je bilo pa to, a se spomniš prve jedi, ki si jo skuhal, tako, ne vem, tvoja prva jed, ki si rekel, to sem pa sam naredil. Ne spomnim se, ker po mojem ni bila niti dobra. Dostikrat sem, ker sem bil še res mlad, torej govorim tam po mojem 12-13 let, sem nekaj začel že čarati in ponavadi je bil poskusni zajček moj oče, kjer mu sem vedno pol prinesel, kaj sem ti skuhal, on je bil vedno zelo zaposlen, še zdaj je. In ni imel časa, on je hotel samo kosilo pojesti. In ker sem mu dal te prvo leto, prvi 2 leti, ker sem mu stvari nosil, seveda ni rekel, da ni dober, je pa rekel, zanimivo. Zanimivo. Mi je rekel, zanimivo. Tako da teh prvih začetkov se ne spomnim, nekje še imam neke slike teh nekih eksperimentov, pa ker sem pa čebule dajal stvari, pa zlagal, ampak tako prav prva jed, da bi imel eno, je pa ne. A ti potem eksperimentiraš, ker sam sebi zjutraj delaš zajtrk, a si narediš jajce na ocvirkih, tako kot večina nas. Sem ni z razlogom, da večina to dela, ne? Dobri ocvirki, domače jajca, To je to. svež kruh. Zakaj bi tam eksperimentiral, ker ni treba? Tukaj se ponavljaš. Sveda. Si bil recimo zelo perspektiven, že bil si mladi talent, pa nisem toliko v francoščini, ampak mladi talent Gold Milo. Gomijo. Veš, to so te foie gras, pa te zadeve. Ne znam to dobro francosko povedati. Bil si mladi talent, kako so te to izbrali? Si se mogel prijaviti na kakšno tekmovanje? Ne, kar se tega dotičnega tiče, pravzaprav Gomijo je kulinarični vodič. Podobno kot Michelin. Nekateri pravijo, da sta si največji konkurent, ampak pravzaprav sta v samem bistvu zelo drugačna. Gomijo je vodič, ki vodi po turista ali pa tudi domačina po restavracijah. In vsako leto imajo tudi nekaj nagrad. Šef leta, mladi šef leta, šef prihodnosti, šef tradicije in tako naprej. In v prvi ediciji, ko je prišel pod taktirko Mire Semič, ta Gomijo v Slovenijo, je bil Igor Jagodic šef leta, jaz sem bil pa mladi šef leta. Ne vem, po katerem ključu, ampak sem pa bil izbran. Si pa bil in seveda počaščen. Bil to se mi zelo zanimivo sliši, da si bil kapetan slovenske
mladinske kuharske reprezentance, kako to izgleda, daš vse skupaj, pa reče, fanti, ok, ti boš šel po desni, ti boš naredil jajčka, ti greš po levi, ti imaš čisto omako, ti pa sam piči naravnost, kako si to, si mogel Je približno organizirati? tako. Približno tako. Približno tako, samo da ni koša, ni gola, Aha. so pa ljudje za nahraniti. In pravzaprav je to izgleda tako, da strukturirano je tako, da je vodja ekipe je bil, torej Borut Jakič, tudi eden izmed mojih večjih mentorjev v poslovnem svetu in tudi v življenjskem, je bil vodja ekipe, pol je bilo pa nas 6 mulcev starih med 17 in 18. Vsi na vrhuncu pubertete, kar seveda smo mu naredili kakšnih par sivih las, ampak vsi zelo kulinarično zagreti. Vsi smo še vedno v kulinariki, vsi smo še vedno kuharji iz tiste prve ekipe. In jaz sem bil pa kapetan, kar je pomenilo, da nad mano je bil Borut, potem pa fante sem pa jaz nekako spodbujal, organiziral, določil, ne vem, za olimpijado ali pa svetovno prvenstvo smo mogli pripraviti trihodni meni, ponovadi za 90 ali pa 110 ljudi. In nekako si moraš razdeliti naloge. En je center, en je back, en je levo krilo, en je desno krilo, no, če damo v ta žargon. Noben hoče biti golman. Ne rabiš, sam napadaš. Ne rabiš golmana. In zdelegiraš, kontroliraš, pravzaprav, ker med samim kuhanjem vodje ne sme nič delati, ker ni več mlad, je bil tudi starejši. Tako da potem kapetan prevzame tisto vlogo, da gre vse tako, kar mora iti. Nekako si kar rojen vodja, zdaj si vodja pen kluba. Tudi že 4 leta. Ker pravite, kulinarika ni le jed, ampak zgodba. Kakšne zgodbe to pripoveduješ? Kaj to pomeni? Če jaz kuham, je bolj komedija. Ja, tudi to je ena zgodba. Tudi to je ena zgodba. Nekako vsak kuhar išče svoj kulinarični stil skozi svojo kariero. Tudi jaz sem jo iskal, delal sem v raznoraznih restauracijah, tudi v azijskih in tako naprej. In v pen klubu sem se našel. V smislu, da svoje jedi predstavljam skozi ideje. Bi lahko rekli, vsaka ideja seveda ima svojo zgodbo za tem. Zdaj pa, ali je to neka tradicija, nek običaj, neka šega slovenska, lahko je pa tudi spomin na moje potovanje, spomin na moje otroštvo. You name it. Torej, karkoli je lahko vzrok za neko idejo, ki jo pa potem lahko povežem v jed. Da se, naprimer, taka jed, da bo najbolj plastično prikazana, je jed, ki nosi idejo oziroma ime Novo leto, kjer pravzaprav združim dva običaja, ki sta meni pa pravzaprav svetu zelo blizu. In sicer ponavadi se za Silvestro je nekaj veličastnega, dosti ljudi je tudi kaviar. Jaz nisem uporabil kaviarja, ker pač ne mislim, da ni trajnosten, in sem uporabil jesetra iz tam, kjer prihaja pravi kaviar, ga naredil skupaj s kajmakom in zavil v zelje z peno zelnice, ki pa ponazarja sarme, ki jih jemo 1. januarja. Pravzaprav združil dva običaja v eno jed. Mi smo ponavadi tarca jedli, ampak zdaj imam malo bolj multikulturno družino, sarme vedno jemo zdaj, tako da sigurno zraven paše. Verjetno tudi zgodba, ki si jo nekako povezal, verjetno kakšna zgodba tudi povezana s slovenskim podeželjem, s slovenskimi kmetijami, ker to je nekak vir, kjer ti svoje stvari dobiš, ker nazadnje sem te srečal prav na tržnici. Ja, imaš prav, ja. Nazadnje sem se srečal na tržnici, pri rožah sicer, ampak sem šla vse proti hrani. Ne, kakor mi le čas dopušča, grem tudi izven profesionalnega življenja na tržnico, ker že drugače diši zelenjava. To je dejstvo, ne. In tudi v sami kulinariki oziroma v samem penu se dostikrat tudi oprem lahko tudi na samo eno živilo, kot lahko je to repa, zelje, zelo so mi blizu predvsem vsi te proizvodi, živila, ki prihajajo iz Prekmurja, predvsem zaradi kolin, ki je moj najljubši običaj. In koline, vemo, ni samo tisto, ko se zakolje prašiča in vse naredi z njega, ampak vse, kar je okoli tega. Torej, ponavadi se to dogaja novembra, decembra in takrat je meni ena ljubših jedi bujta repa, ki prihaja iz Prekmurja, in pač bujta repa v Prekmurju bo drugače dišala, pa drugačnega okusa imela zame. Tako da veliko dam tudi predvsem na te stvari, ki so ponavadi spregledane v Sloveniji. Kdaj si se pa prvič povezal recimo s kmetijstvom, z domačimi predelovalci, že kot mlad kuhar, šef, že takrat včasih, ko si bil šef mladinske reprezentance, a mogoče kasneje, ko si postal pa vodja kakšne svoje gostilne restauracije, kdaj si tisti prvič rekel, zdaj bom pa jaz vse
jemal od slovenskih kmetov, z njimi bom delal, z njimi hočem delati. Mislim, to greva korak nazaj, to je druga zgodba, kdaj sem to, ampak navdušilo me je že kmetovalstvo in vse to že v rani mladosti, ko smo hodili v Prekmurje. Zdaj lahko rečem temu moj dom, takrat je bil to zame vikend, ker sem odraščal v Ljubljani in kot mladenič se še ne zavedaš teh stvari. Ampak naši sosedje so na Petajncih, kjer imamo tudi domačijo oziroma park, in levi in desni sosedi so kmetovalci. Levi imajo piščance, desni imajo svinje, pa celo njivo različne zelenjave. In pravzaprav že tam kot mlad me je navdušilo, ker sem mulc tekel k sosedom, so mi dali korenček direkt iz zemlje. To je nekaj, kar ti vstane v spominu, hočeš nočeš. Seveda potem, ko sem se pa razvijal profesionalno, me je pa nekako vedno zanimalo, od kje prihaja surovina. Seveda v času iskanja, ko sem eksperimentiral še z azijskimi sestavinami in tako naprej, me je tudi mango zanimalo, od kje pride. A je to tam v nekih toplih gredah ali je to res ta prav mango. Seveda zdaj, ko sem pa prevzel Penklub, kuhinjo v Penklubu, sem se pa fokusiral čisto na slovensko zelenjavo, slovenske običaje, tako da zdaj pravzaprav pri meni se najdel manga, kivija, banane. Ne kuham s tem, ne zato, ker ne bi imel rad tega, ali pa avokado, na primer, ampak ker verjamem, da je moje poslanstvo, moja naloga, da predstavim novo slovensko kuhinjo, da dvignemo to ozaveščenost, da tudi slovenska hrana je dobra, kar dostikrat pozabljamo, ne bom lahko rečem z invazivnimi stvarmi, ki prihajajo do nas. Sprav imel si leve sosede, kmetovalce, desne sosede, kmetovalce. Si kdaj delal pri njih? Si šel malo tja, si rekel, jaz bi pa malo zdaj med počitnicami kaj pomagal, bi delal v hlevu, bi, ne vem, pobiral kaj na polju. A si bil tako, daj vi naredite, jaz bom pa skuhal. Stvar je v tem, da polk sem že začel kuhati, torej s prvim letnikom srednje šole, ni bilo niti časa več za to. Ker sem hodil v šolo delu, spat, to je tista eat, sleep, repeat. In mi je žal, ker zdaj bi si tudi rade volje vzel čas, zato sam vemo, v kakšnem svetu živimo. Čas je zelo naknap in v bistvu nekako bi lahko rekel, da mi je žal, da nisem več preživel časa na teh kmetijah. Sem pa seveda pomagal paradižnike obirati, eno poletje sem celo marelce 2 meseca obiral, so se mi malo zagravžale. Velikih poješ, ker si moral vse. Eno v košaro, eno poješ, tako je. Pa seveda to prisostvovanje pri kolinah, pa sicer sliši se neprimerno neokusno, ampak tudi kako se piščance pa kure pripravi za to, da grejo v lonec. Sem dal vse čez, no. In se mi zdi zelo koristno zato, da veš, da ni to nekaj, kar je zrastel na travi, ampak je dalo svoje življenje zato, da mi jemo dobro župco. In glede na to, da si vse to videl, kako gledaš na delo kmetov, ki ustvarjajo, tako rečeno, osnove tvoje kulinarike? Predvsem gledam na to, da jih je premalo. Definitivno jih je premalo. Ne bom šel niti v razloge za to, ampak brez kmetov, v bistvu, ali pa dajmo tako, Slovenci jemljemo kmete za samoumevne. In brez kmetov bi mi jedli garbage. Bi mi jedli zelo slabšo hrano, ki se sploh ne zavedamo. Vemo, da lahko dobimo iz Poljske vso zelenjavo. Ampak ki ve, ki je držal gomolj zelene iz Poljske, kjer so vse enake, ali pa gomolj zelene, ki je zrastel pri nas, pa ni šel v kamion za 20 ur, pa ni stal v nekem skladišču še 3 tedne, noč pa dan. Pravzaprav, kmeti morajo biti, od nekdaj so bili, zgodovina Slovenije že govori, mi smo bili kmečka dežela. Na kmetih smo gor zrastali, na kmetijah se je naša, kako se reče? Zavest gradila. Na kmetijah se je naša zavest gradila, a ne? In dostikrat pozabljamo to. Si pa tudi ambasador? Ja, tudi ta naziv imam. Sicer drugače bi si kdo mislil, sem ambasador znaka izbrana kakovost Slovenija. To je tisti znak, ki je ponavadi na mesu ali pa zelenjavi v trgovini in to povezuje ljudje s to izbrano kakovostjo. To je tisti belo-zelen znakec, pravzaprav je pa to cel krog sklenjen, ki ga je v bistvu začelo Ministrstvo za kmetijstvo. In v tem krogu vključujemo
kmete, potrošnike, gostince, vsi, ki imamo karkoli za delati s hrano. Kaj pa tebi to pomeni, da ti da eno samozavest, ko vidiš ta znak, rečeš, ok, s tem bom delal, dobro bo. Jaz imam to že v bistvu pod kožo, ker sem toliko prevzel to, da pravzaprav sploh ne gledam več drugega, ker grem sam v trgovino. Zdaj v profesionalni kuhinji je malo drugače, imamo svoje dobavitelje, ki pravzaprav nam, če dam primer, govedino je ne dobimo pakirane, jo dobimo v večjih količinah, ampak delam pa za dobavitelji, ki imajo slovensko govedino, perutnine bolj malo uporabljam, oziroma uporabljam samo jetrca, piščančje za paštet, to so tudi slovenska, obvezno, zelenjava, sadje, obvezno slovenska, kar pomeni, da to tudi narekuje, da mora biti sezonsko, ker pač, če pri nas ne raste, vemo, da danes lahko dobiš tudi decembra šparglje za božično večerjo, ampak to ni to. Tako da eno z drugim. Zdaj, prej si že omenil nekaj zelenjave, koliko se pozna, nekaj iz Poljske, iz Slovenije. Kaj pa ostale stvari, ne vem, od mesa do sira, do ne vem česa, okus, kakovost, zaupanje, kako, recimo, ko imaš, verjamem, da zelo sofisticiran okus, kako to spoznaš v praksi, to razliko? Najbolj tak primer, bi lahko rekel, je mleko, iz katerega pol seveda gre tudi naprej v sire. Ampak slovensko mleko je božansko dobro. Mi se tega ne zavedamo. Zdaj, nekdo, oziroma vsak, ki je potoval po svetu, je lahko videl, kakšna so mleka drugje. Kaj da pil vodo. Pa neke bele barve noter, Pri nas še vedno, kjerokoli slovensko mleko boš ti kupil, po tetrapaku ali pa v steklenici, kakorkoli, boš vedel, da piješ mleko, In mislim, da tle lahko končamo že s tem, kaj je razlika. In pol, če je dobro mleko, govorimo o vseh mlečnih proizvodih, da so boljši, ker je osnova boljša. To je tako, kot če dam v naš primer omaka, ki jo delamo, če ni dobra osnova, ali teleče, piščančje, kakorkoli, ne bo dobra omaka. In isto je, če ni dobro mleko, ne bo dober sir, ne bo dober tolminc, ne bo dobra kisla smetana, ne bo dobro maslo. Vse izhaja iz mleka. Da je pa mleko dobro, mora pa krava imeti dobre razmere. Kar pomeni, mora biti čisti zrak, dobra trava, dobro seno, dobra krma, pač lepo se mora imeti krava, da da dobro mleko, pika. Pika, konc. Zakaj misliš, da je še pomembno, da Slovenci kupujemo izdelke z oznako izbrana kakovost Slovenije? Zdaj, to, da bodo boljše jedli, to sva obdelala, Zelo pomemben aspekt tega je, vsaj zame, ker se delamo v gospodarstvu, kakorkoli obrnemo, je ta krog podpore finančne, vemo, vseeno, tudi kmet mora plačati, vsi moramo plačati položnice. In s tem, kot mi kupujemo oznako izbrane kakovost Slovenije oziroma slovenski proizvod, podpiramo nekoga v Sloveniji. Ne podpiramo neke večje firme iz tujine, prej sem nehote rekel Poljsko, ampak kjerkoli iz tujine. In to je ta zavest, ki jo moramo imeti, da cel krog deluje, da držimo kmete, da bodo imeli še ta zagon, še to energijo, da se jim bo splačalo to delati. In s tem, ko bodo oni to delali, bomo mi boljše jedli, če boljše ješ, avtomatično bolj zdravo živiš. Pa misliš, že dovolj sodelovanja v Sloveniji med kuharji in pridelovalci, ali bi bilo lahko tega več, mogoče eni gledajo na denar, pa se kaj prešpara? Sigurno več. Eno stvar sem hotel pol izpostaviti, ker sem se pripravljal na najin pogovor, pa pridem še do tega. To, kar delamo gostinci, pa restavracije, pa gostilne, pa menze, to pravzaprav, ne me prijeti z besedo, ampak predstavlja nekih 10-20% tega kroga. Ostalih 80% je pa vsakodnevno nakupovanje v trgovinah. Vsakega slehernika. In tam je treba največ delati, da ljudje, ki grejo v trgovino, v kjerkoli trgovino, da vejo, kaj kupujejo. In potem pridem pa do tega, da sem se prav razmišljal, če bi mi čas dopuščal, seveda, kar mi zaenkrat ne, bi začel delati tečaje, in sicer ne kuharske tečaje, ampak tečaje nakupovanja. Ker sem mnenja, da ogromno ljudi nakupuje preveč, količinsko govorim.
In s tem potem tudi pridemo do zavržene hrane. Veliko se stran vrže in pravzaprav ljudje pol kupujejo cenejši pa več. In najrajši bi naredil tečaj, da vzamem družino, gremo skupaj v trgovino in jim pokažem, kup manj pa toliko boljš. Ne rabiš toliko, ne rabiš kilo mesa na osebo, rabiš 20 dek. Kup boljš, malo več dej, bolj boš jedel, manj boš stran vrgel, boljšo vest boš imel, bolj zdravo boš jedel. Skratka, začne se pri nakupovanju. Top. Imaš kakšno zgodbo glede tega sodelovanja? Mogoče ti seveda sodeluješ dosti s slovenskimi kmeti. Imaš kakšno zgodbo, ki te je še posebej navdihnila s kmeti, s pridelovalci? Vsaka zgodba me je navdihnila. No? Vsakega kmeta, ki spoznaš, te navdušuje. Zato ker tako kakor kuhar, bom dal neko paralelo. Biti dober kmet ali pa dober kuhar, moraš imeti rad ta poklic. Moraš to delati z dušo. Ker oba dva poklica sta fizično zahtevna, sta tudi psihično zahtevna, ampak če imaš ti nekaj res rad, pol ni nobenega problema. In vsak kmet, ki ti razlaga o svojem živilu, proizvodu, karkoli dela, ali je to sir, ali je to meso, zelenjava, vidiš to iskro v očeh, da res verjame v to, kar je naredil. Ne? In vsak kmet me navduhuje. Ne vem, mlekarstvo Planika, sem z gospod direktorico, sem jo spoznal in ko sem probal te proizvode njihove, te odnese. Zdaj, verjetno si hodil tudi po svetu, si bil kdaj na vezi s kakšnimi kmeti zunaj Slovenije. A je kakšna posebnost na slovenskih kmetih, da rečeš, to pa samo slovenski kmetje delajo? Mogoče bom šel iz druge strani. Slovenski kmeti oziroma slovenska družba smo se dokaj pozno začeli zavedati tega. Ker ko hodiš po tujini, vidiš, da to, kar zdaj mi delamo, se trudimo, tudi z izbrano kakovostjo Slovenija, ljudje to poznajo že zelo veliko več časa. Seveda, moramo vzeti v obzir, da Slovenija je šele 30 let, ne? Ampak kar delamo, ali pa kar delajo slovenski kmeti drugače, bi rekel, da je to, da smo res, res butični. Pri nas največji kmet je ta najmanjši kmet v Franciji večji, bi rekel. Tako da ta res butičnost, prilagodljivost, skrb za svoje živila ali pa svojo živino ali pa svoje karkoli je drugačen. Ker ni toliko multikultivatorjev, ni toliko tega, pač res bolj z dušo delaš. No? In verjetno iz tega se izhaja potem tudi, da je slovenska hrana verjetno posebna, ne? Ker surovine, ki jih kmetje pridelajo, potem gre v hrano in tudi to verjetno hrano dela posebno v Sloveniji. Definitivno. Zato tudi spodbujam kmete, pa vedno več jih je, ki se trudijo obujati stare sorte. Tak najbolj primeren za ta trenutek je primer ptujskega luka. To je čebula, ki je že ime pove, da izhaja iz Ptuja. In to je posebna sorta čebule, ki jo najdeš tam. Je ne najdeš v Parizu, jo najdeš na Ptuju. In ima poseben okus in je drugačen, kot navadna čebula, čeprav od zunaj izgleda enako rjava. Je drug okus. Ne? In takih stvari je še ogromno. Od naše hruške tepke, ki jo je v bistvu s pomočjo Uroša Štefelina se na Gorenjskem spet obudil. To je bila sorta hruške, ki je zelo specifična, zelo specifičen okus, ampak ko jo posušiš, to je ena boljših suhih hrušk. In je bila že skoraj izumrta, mislim, da je bilo samo še par sadik, no zdaj so nasadi tepke. In v bistvu to je dober primer povezovanja kulinarike in pa kmetijstva in pa kmeta. Koliko pomembno se ti zdi, da prepoznavnost gradimo na domačih surovinah, na domačih pridelkih? A je tega dovolj, bi morali še več na domačih zadevah delati? Mislim, dejstvo je, da tega nikoli ni dovolj. Vedno je lahko nekaj dobrega še več. In smo pa na dobri poti. Vedno več ljudi, ali pa rečemo zdaj kuharjev, gostincev, kakorkoli, daje poudarek na temu. Seveda se tudi tukaj najdejo primeri slabe prakse, kjer se govori eno,
dela pa drugo, ampak tega je tudi vedno manj. Tako da sem zelo optimističen za našo prihodnost, kar se tega tiče. A bi dal kakšen nasvet, recimo mladim, ki razmišljajo, da bi se vrnili na kmetijo, začeli zgodbo s podeželja, kakšen nasvet, da bi tudi mogoče te potem kot kuharju bolj koristili? Sam gas. Sam gas. Sam gas, res. Nisem toliko v temu, kako je to zakonodajno, ampak vem, da je neka iniciativa, da prevzemanjem kmetij, prevzemanje mladih kmetij, ali kako je že, veš, da mladi prevzamejo kmetijo in potem država pomaga pri tem, pač to jaz podpišem takoj. Ker, Smo že imeli par takih tukaj, prevzemniki. Tako, mladi prevzemniki Mladi kmetij, prevzemniki, tako. No, ta izraz mi je šel ven. Ampak ja, to je top. Če jaz ne bi imel tokrat kuhanja, je kar tam na vrhu, da bi bil kmet, če bi mogel zbirati, kaj bi delal. Bi bil takoj mladi prevzemnik. Takoj. Kaj bi imel na svoji kmetiji, če bi lahko? Definitivno bi imel pujse, prašiče. Pač, ker ena moja boljših surovin tudi za kuhati. Imel bi krave, oziroma krave. Bolj bi šel v živino, no. Kakor pa v zelenjavo pa to. Ptujski luk bi imel. To bi imel. Ne, ker ne bi imel na Ptuju. Jaz bi imel prek morju. Okay. Ja. Kaj bi potem pa imel? Kaj pa tam recimo? Tam Jurko. To je grozdje. Grozdje, okej. Daj pa pogled mogoče malo, kako ti vidiš prihodnost, slovensko kmetijstvo in kulinarika, sodelovanje, kam misliš, da bi to moralo iti, kaj še manjka, kaj bi bilo lahko boljše? Jaz mislim, da bi rekel, da kje manjka, razen seveda še več kmetov, pa še več ozaveščenosti, smo na pravi poti. Je pa dejstvo, da vsaka stvar traja. Vsaki veliki premik, ker konec koncev to je velik premik, veliko gibanje, to je spreminjanje mišljenja celega naroda, ker vemo, da ne moreš narediti v 5 letih, mogoče celo tudi 10, a ne. To so generacije, ki morajo iti čez. Smo na pravi poti. Samo vztrajati je treba, tako bom rekel. Kje misliš, da je še kaj potenciala, kakovost, tradicija, trajnost, več zgodb ljudi, da ljudje se lahko potem povežejo s kmeti, s pridelovalci? Dobro. Zdaj. Ja, mogoče možnost izboljšave je v 2 aspektih še. In sicer, da sama populacija, predvsem mlada oziroma srednja, ne bom rekel mlada, mlajša od mene, ampak rečemo najina generacija, rečemo od 30 do 40, 45, začne drugače gledati na kmeta. Kot ne enega tam, ki porje njivo, pa ne molze krav, ampak nekoga, ki skrbi zate. Ki skrbi za tvoj dobrobit, ki konec koncev res se trudi, res švica vsak dan, zato da boš ti dobro jedel. Pač samo to si je treba vcepati v glavo. In po drugi strani, iz drugega zornega kota, je pa tudi na kmetih, da se začnejo vseeno malo bolj izpostavljati. Tle vidim še ogromno možnosti napredka, in sicer, da grejo kmeti med ljudmi. Vem, da jim čas ne dopušča, vem, da morajo biti vsak dan na kmetiji, ker to ni delo, ki ga priješ na šiht pa greš, ampak morajo iti med ljudi. Morajo iti v Ljubljano, morajo iti na take dogodke, na take stvari, kot sem danes tukaj, da povejo svojo stran, da razkažejo, da odprejo svoj svet širšemu ljudstvu, da gre to z roko v roki. No. Se mi zdi, da se lahko taka zgodba zelo dotakne ljudi, reče, to sploh nisem vedel, da je tako, zdaj bom pa jaz tja hodil po domač mlek, po domače jajca, po domačo marmelado. Saj ne reč, ogromno kmetov že to dela in veliko je že tega, ampak lahko bi bilo še več. Kaj pa restauracije, ki, če se vrnejo vse na tvoj foh, restauracije, ki delajo s kmeti, ki uporabljajo domače surovine, a jih je dovolj, je še vedno preveč tistih, ki jemljejo s Poljske? A dajo restauracije dovolj na domačo hrano, na podporo domačega kmeta? Šle smo pa spet pol pri tej ekonomiki. Bom rekel, nažalost ne. Konkurenca je ogromna v gostinskih obratih, v restauracijah, bistrojih. Kjerkoli rang zdaj damo, je to najvišji rang fine dininga, do
do samopostrežnih restauracij. Konkurenca je tam. In zdaj, da ti daš vse plače, plačaš najemnino, moraš zaslužiti. Vemo, živimo v kapitalističnem svetu, kakorkoli obrnemo. In tle pride potem spet ta končni kupec do vprašanja, ali je pripravljen, zdaj karikirano, ali je pripravljen za malico odšteti 7 evrov ali 9 evrov. In ali bo znal ceniti, da je za isto stvar, tisto, ki jo je plačal 9 evrov, slovenska zelenjava. Ali je pripravljen plačati 2 evra več, ker ve, da je boljšega okusa, ker je tisti gomolj zelene v uni za 9 evrov, v uni za 7 pa lahko rečemo iz Argentine. Ali je piščanec tak, dajmo na piščancu, ne. Zdaj so že drugi podatki, ampak govorim 10 let nazaj sem delal primerjavo. Kila piščančjega fileja je bilo, to so stvari, ki jih v trgovini težko opaziš. V gostinskih obratih iz dobaviteljev. Slovenski piščanec je bil zdaj, mislim, da je bil neki 4,20 evra na kilo. Zdaj seveda z inflacijo in vse to več, a ne govorim 10 let nazaj. File brazilskega piščanca, kjer ni nobene kontrole nad samo predelavo tega mesa, kako so piščanci sploh gor zrasli, ker boljš, da ljudje ne vejo, špikan s soljo, v vrečkah polni sluzasti tekočine, prišel iz Brazilije, nezmrznjeno v Evropo, je bila pa cena 1,40 evra. In zdaj, gostinec lahko gre proti konkurenci in vzame tisti cenejši file, ga speče do amena, da pride žaganje, da itak nič več ne čutiš, kaj ješ, in prodaš tisto malico za 7 evrov. Lahko vzameš pa slovenskega piščanca, pa jo prodaš za 9. Zdaj samo vprašanje, ali imaš tako klientelo, ki te bo podpirala in ti plačevala tista 2 evra več, še enkrat karikirano, tista 2 evra več, zato ker vejo, da ti uporabljaš pa slovenskega piščanca. Torej je ogromen krog, ki se mora zaključiti. Se pravi, če se še enkrat vrneva na to, kaj bi želel spodbuditi ljudi, ki pride naslednjič v restavracijo, naslednjič v trgovino, kako naj se obnašajo? Jaz bi jih tako spodbudil, da naj sprašujejo. To je nek trend, ki se je začel, rečemo, nekih 5 do 7 let nazaj, ko so ljudje začeli bolj doma kuhati, bolj gledati vsi te kanali, med drugim tudi Masterchef in tako naprej, da so začeli da so postali bolj radovedni in začeli v restavracijah spraševati, odkje je ta riba, odkje je to. Zdaj je to nekako šlo v zaton. Naj sprašujejo. Mislim, da noben, ki dela, noben gostinec, ki dela z mirno vestjo, pa s čisto vestjo, ti bo z veseljem odgovoril na katerokoli vprašanje. Tudi če je vprašanje zelo banalno, zakaj je pa to tako drago? Če ima argument s čisto vestjo, ti bo znal odgovoriti. Izbrana kakovost Slovenije, kako človek postane ambasador tega? Kako so prišli do tebe, kako se je to zgodilo? Za mene še noben ni vprašal, če. Ja, mislim, prvo moraš imeti neki veze s tem. Kakorkoli. Zelo preprosto. Kolega Gašper Puhan iz Galerije Okusov je prišel do mene, je rekel, ti iščemo ambasadorje, taka je zadeva. In v bistvu sem brez premisleka rekel, ja. Ker sem že prej poznal, kaj to pomeni, ta znak. Seveda smo šli čez pogoje, koliko mi je to časovno vzelo in tako naprej, ampak ni bilo enega dvoma, da ne bi šel v to. Povedali so mi vse aktivnosti, ki bi delali, da bom nekaj kuhal, da bom nekaj govoril, v bistvu vse, kar že zdaj delam. Samo da sem dobil zdaj še dodaten oder, še dodaten mikrofon, še dodaten glas, da lahko to, kar verjamem, v bistvu sam še širim. Kaj pa je pravzaprav naloga nekoga, ki je ambasador tega? Kaj zdaj, hodiš okrog po trgovinah, reči, ne, gospa, ne tega vzeti, vzamete tisto. Drugače tudi to delam. A res? Ja, res. Veš kaj, dostikrat se mi zgodi, da v trgovini, tam, kjer je mesnica pa ribarnica, veš, ker ne dobiš pakiranih, ampak ker ti dajo tisti kos mesa, ne. Pol dostikrat je vrsta, sploh ob sobotah, ne, in pol tete in gospodje sprašujejo mesarja, ne, jaz pa zraven stojim, pa kar debata pade.
pade un mesar malo krčka, ne ve, kako prodati, kaj povedati, reče, gospa, zdaj pa poslušajte, tole je slovensk, tole ni, tole boste vzeli, pika, konc, pečenka bo krasna. Ni to. Tako da tudi to je del, rečemo, tega, ne. Ampak tudi tole, kar se danes pogovarjamo, toliko pa toliko ljudi bo to videlo. To je moja naloga, da širim to zaveščenost, da spodbujam ljudi, ker ti, ko si kuhar, rečemo, ko si šef, ti si omejen na svojo restavracijo. Ti lahko izobražuješ, ozaveščaš ljudi, ki pridejo k tebi. Tako pa pravzaprav skozi to ambasadorstvo jaz grem do ljudi preko raznih kanalov. Pa misliš, da bi bilo fajn tudi, ne vem, prej smo se pogovarjala še o maski, sva omenjala, da danes otroci mislijo, da vijolična krava da mleko. Misliš, da bi bilo fajn tudi mladeži izobraževati v to smer, se pravi, da bi bilo treba začeti že v osnovnih šolah, v srednjih šolah, tudi tja greš zdaj? Sigurno, jaz sem po mojem prvi, ki bi podpisal, ali so to te tabori, kempi, kakorkoli, šola v naravi, tako je, to sem iskal, šola v naravi, da se gre na kmetijo delati. Saj ni to noben bav, da bodo zdaj tam, da se bo otroki izkoriščali za sivo ekonomijo pa delo, ampak da vidi, kje korenje zraste, da vidi, da to pride umazano iz zemlje, da vidi, kaj to sploh je, iz kje prihaja, ne. In tudi, če bi mi kdo rekel, zdaj bomo povedali osnovne šole, tako kakor je gospodinjstvo, oziroma zdaj ne vem, kako se imenuje, tako kuhajo v osnovnih šolah že, da bi dali predmet kmetijstvo. Ali pa, ne vem, bi si izmislili kakšno bolj privlačno ime za otroke, kakorkoli, da bi se jih izobraževali izključno iz tega, kaj v Sloveniji raste, iz kje, da tudi kaki raste pri nas, kaj ne raste pri nas. Tako, no, to, kar je v bistvu prehrana, ampak bolj fokusirano na slovensko kmetijstvo. Podpišem. Pri nas so bili tam mali že v vrtcu, so bili že dvakrat zdaj na kmetiji, enkrat so bili in so tudi molzali. Ja, in so molzali, Wow. kako si rekel, so molzali krave, so jih peljali na traktorju, na prikolici so se To. okrog vozili, bili so v hlevu, delali so z starejšo gospo kruh, pa testenine, pa to. Tako da, evo, vidiš, da se Hudo. dela v to smer, no. To še nisem, ker še nimam takih otrok, ampak ja, bravo, top, čim več takih. Ja, mogoče tudi kasneje, ne, ker otroci zdaj, ki so stari 5 let, zdaj opažam, da 5 let je raven meja, ne, za 5 let pozabijo, kaj so delali, tako da mogoče bilo fajn tudi kakšno osnovno šolo še, ali pa srednjo, potem mali izobraziti v to smer. Predvsem tudi, ko pride do hrane, pa do zdrave hrane, do slovenske hrane. Še ko jaz bi srednjo šolo izpustil iz tega, ker mislim, seveda bi jih vključil, ampak takrat so druge prioritete, saj sam veš. Kaj ti še puberteta oseka, zdaj boš ti tam. Treba je, da imaš ti v malih možganih to in po mojem je to glih tista starost med 4. pa 6. razredom. No. Ja, da se ti vcep noter. Ja, ker takrat imaš že toliko spomin razvit, da se boš spomnil tega tudi ko 40. Zdaj se mi zdi, da ti si vseeno en tak, si ta pravo ime, ta prav človek, se mi zdi za to, da širiš, kaj je izbrana kakovost Slovenije. Se mi zdi, da ti je tudi televizija zdaj dala še malo dodatnega glasu, da si zdaj še bolj prepoznaven. Si le v Masterchefu? Definitivno. In tudi Masterchef je zelo podobno kot izbrana kakovost Slovenije, to ambasadorstvo. Eden izmed glavnih razlogov, da sem šel sploh v Masterchef, je to, da sem dobil glas. Da lahko izobražujem ljudi, da lahko širim svoje znanje v sami kulinariki, da spodbujam dobro hrano, dobro življenje, tudi hedonizem konec koncev, da si je treba privoščiti, da naj se doma dobro kuha, naj se ven dobro gre jesti, torej vse dobro, kar je v tem našem svetu, da lahko širim med ljudi. Ker kot sem prej rekel, pred Masterchefom sem bil poznan kot šef, vsi kolegi kuharski so me poznali, ker se vsi poznamo v Sloveniji, vsi kuharji bi lahko rekel, se poznamo. Ampak to je to, širša javnost te ne pozna, sploh če si v teh višje cenovnih restavracijah. Ne. Tako da to je eden izmed večjih razlogov, zakaj sem šel v Masterchef. Ker pri tebi ti si takaj malce 9-7. Ja, dajmo tako. A pa v Masterchefu tudi kuhate domače? Seveda. Ker ne vem, kaj je v ozadju, veš, vi date tam surovine, ampak je poudarek na domači hrani, na slovenske kakovosti? Tako bom rekel, vse, kar se da dobiti v Sloveniji, je slovensko. Pika.
To je neizpodbitno dejstvo. Seveda, moramo razumeti, Masterchef ni tekmovanje samo v slovenski kulinariki, zato so tudi tam mango, ananas, azijske, ker hočemo videti raznolikost, seveda. Ampak res striktno vse, kar je mesa, torej piščančjega mesa, tudi svinjskega, čeprav še ni v sklopu izvajalnikov Slovenija, je pa da bo, kar me zelo veseli. Vsa teletina, govedina, vso sadje, seveda tisto, ki raste v Sloveniji, je slovensko v Masterchefu. Govorila sva že, rekel si, da če ne bi bil kuhar, bi zelo razmišljal, da bi imel svojo kmetijo. In zanima me, zakaj je lepo biti kmet? Kaj je tvoje mnenje? Zakaj je lepo biti kmet, predvsem v Sloveniji? Zdaj si pa predstavljaj z mano. Eno lepo, bom rekel, rosno jutro je. Novembra. Evo, tako kot je zdaj. Okay. Imaš kmetijo, marsikaj raste, pa živi na tvoji kmetiji. Zjutraj greš v kokošnjak, vzameš 4 jajca, pa greš ena vrata naprej, malo mleka pomolzaš, uno sveže mleko, ki ga je pil, ve, o čem govorim. Potem greš v shrambo, vzameš malo cverkov, ki so tudi od tvojega pršiča. Noter greš, v pečici je kruh, ki je lahko od tvoje pšenice ali pa od sosedove sveže pečen. Si narediš zajtrk. Pa mislim, da je že to dosti dober razlog, da si kmet. Kje ta kmetija, jaz grem tja, ja. No. Ja, jaz grem na ta zajtrk. Rečemo, to je nekaj lepšega. Ne? Pa če gremo zdaj zares, je pa to, da si v stiku z naravo. Seveda vsak poklic ima svoje pluse in minuse. Ga ni poklica, ki je perfekten. Ga ni. Je pa res, da bolj, ko ga imaš rad, manj je teh minusov. Si v stiku z naravo. Po mojem je pa, bi mogli kmetje povedati, ampak meni bi največje zadovoljstvo kot kmetu prinašalo to, ko ti nekaj z lastnimi rokami pridelaš ali pa predelaš kakorkoli in to nekomu prodaš, daš, in ko vidiš nasmeh, ki se ti drugič vrne, daj, a imaš kaj unga sira ali pa whatever. To je ta čar. Ta čar jaz zdaj dobivam iz drugega vidika, in sicer v restavraciji, ko gostje na koncu večerje ali pa kosila, ko vidiš, da si jim polepšal dan. Po domače. Ti lahko rečeš, lepo je biti kuhar, ki sodeluje s slovenskimi kmeti. To pa definitivno. Mojmir, najlepša hvala za tale pogovor in upam, da vas je tale debata o ljubezni do hrane, o spoštovanju do kmetov prepričala, da naslednjič, ko izberete hrano, izberete domačo, slovensko. Se kmalu spet gledamo v novem podcastu Obrazi podeželja.